vašo volilno bazo, torej ten Štajerce, če se lahko tako izrazim. Bo to tudi kaj v smislu decentralizacije Slovenije? Kaj bo vaša osnova volilnega programa? Ja, definitivno moja osnova je črpanje evropskih sredstev. Na tem v bistvu delam že več kot 10 let. Tudi mislim, da smo po vsej Sloveniji v času, ko smo imeli možnost, pripravili kar dosti projektov. 5000 projektov približno je zaključenih, praktično ni občine, kjer ne bi bilo evropskega projekta. Še posebej pa se mi zdi pomembno, da ta sredstva, ki bodo na voljo, izkoristi prav vzhodna Slovenija, ki je do leta 2020 tudi posebej tretirana, kajti pripadajo celo višji delež evropskih sredstev kot zahodnemu delu države, konkretno 1,3 milijarde evrov za Evropski socialni sklad in pa za regionalni sklad in pa še potem za celo Slovenijo posebej milijarda za okoljske in pa prometne projekte. Kar se mi zdi zelo pomembno je, da bi pri črpanju teh sredstev postopke čim bolj poenostavili. To si vsi želimo, ker če bi postopki tekli hitreje, bi tudi lahko ustvarili več delovnih mest, hitreje dosegali rast. Vedno dam za primer recimo Pomurski vodovod iz tega dela Slovenije, ki je v bistvu potreboval kar 10 let, da se je pripravil do te faze, da smo lahko izdali odločbe. To pa je v bistvu predolgo, kajti programsko obdobje v Evropski uniji traja samo 7 let, tako da na tem področju je lahko marsikaj obljubimo in tudi marsikaj še poenostavimo. Kako pomembno je, da stranko na volitve pelje njen predsednik, torej Franc Bogovič? Vemo, da je dolgo časa, če lahko tako rečemo, zatrjeval, da ne bo šel, pa potem okleval, pa zdaj vendarle sprejel to odločitev. Kako pomembno je, da gre predsednik, da popelje stranko na volitve? Ja, moje mnenje je, da je to zelo pomembno, sploh glede na maso strank, ki se trenutno pojavlja. Mislim, da mora biti vedno nosilec na volitvah pač tisti, ki je najmočnejši. Ne nazadnje tudi zaradi tega, ker on bil izjemno uspešen tudi v kampanji za evropske volitve, ima ta stranka tudi evropskega poslanca. Če se ne bi tako intenzivno vključil, ga tudi ne bi dobili, tako da je izjemno pomembno, da kandidira tudi na državno-zborskih volitvah. Ste z vašimi tekmeci v tem vašem okolišu, okraju, kakorkoli že seznanjeni, kdo vam bo največja konkurenca? Se morda koga bojite eksplicitno, vendarle je tam malce bolj desno volilno telo? V bistvu na hitro sem se seznanila, zdaj, da bi bil nekdo huda konkurenca, mislim, da ni, da imam tudi kar sama dosti izkušenj, tako da borili se bomo pa vsi. Tako med seboj, kot tudi z našimi največjimi tekmeci, recimo v tem mojem okolišu so konkretno tudi kar je tudi močna, precej socialdemokratska stranka, tako da tu bo boj kar hud. Kakšno kampanjo pričakujete? Umazano, korektno? Ne vem, vendarle vas je zelo hitro zadeva. Ja, zdaj, kar se mene tiče, bo sigurno korektna kampanja, ker niti nimam nekih zadev, nisem seznanjena z nekimi zadevami od ostalih, niti sama nimam nekih problematičnih zadev, upam pa, da bodo tudi drugi odigrali korektno igro. Krasno.